Hi, I'm Sarah. I'm deeply in love with all things beautiful that make life bloom. I believe that with every step we take, we can make life grow stronger. Some think that's a struggle, but I think that it can be done in all sorts of fun and enjoyable ways. That is why I started to film the Life Keepers Diaries. Here is where I share my views of beauty, my ways of giving back to life, and my sparkles of creativity. I think those are exactly the ways of how to fill life with joy and love for ourselves and others. That is the way of a life keeper. Bliža se novo šolsko leto in ob tem sem tudi jaz pomislila, da si želim podeliti par misli v povezavi z enim izmed teh ključnih trenutkov v toku našega leta. Jaz sem delala kot vzgojiteljica in učiteljica v preteklosti kar nekaj let. Delala sem v dveh, recimo temu, alternativnih sistemih, v Valdorskem vrtcu in v osnovni šoli Lila. Sem se pa nasploh in tudi se še vedno zelo poglabljam nasplošno v tematike okrog pedagogike, psihologije razvoja človeka, naših medosebnih odnosov in tako dalje in tako dalje. Torej vse, kar gradi neko kvalitetno pedagoško delo oziroma delo z otroki, z mladimi in mogoče tudi nasplošno z ljudmi. In na tem mestu bi mogoče predvsem spregovorila o tem, kaj štejemo kot uspeh pri tem delu oziroma čemu sledimo, ko delamo na tem področju. In v prvi vrsti bi res poudarila, da se ljudje, ki delamo oziroma delajo oziroma delate z otroki, zares moramo zavedati osebne odgovornosti, ki smo jo sprejeli z vlogo, tako intenzivno vlogo v življenju nekega mladega človeka. To je ena izmed absolutno najbolj odgovornih vlog, ki jih lahko sploh kdo sprejme, in tega se posameznik hoče noče mora zavedati. In mora delovati v skladu s to odgovornostjo. Ker človek, ki se odloči za tako delo, se mora zavedati, da mora v prvi vrsti biti varuh otrokove duše. To je tista baza, biti varuh otrokove duše. In to pomeni, da mora biti tisti rahločutni prisluškovalec tiste melodije, ki jo nosi duša vsakega posameznika. In mogoče ta duša ne poje v skladu z učnim načrtom, mogoče ta duša ne poje niti v skladu z čimerkoli poznanim v tem svetu, ampak je duša, ki je sem prišla z nekim razlogom, da se izrazi in da prinese nekaj svojevrstnega v ta svet in v našo kolektivno zavest. In to je duša, ki se tudi želi v polnosti izraziti. In če se je človek odločil, da bo delal na področju, kjer pride v stik s to dušo, se mora zavedati, da pred vsem ostalim ima to sveto nalogo biti varuh in biti podpornik te posamezne duše, s katero dela. In to ne bo res tisto eno vodilo pri čisto vseh situacijah, v katerih se znajdemo. In v končni fazi, velikokrat brcnemo v temo, velikokrat pogrnemo na celi črti, velikokrat nimamo pojma, kaj počnemo in kam gremo in kako sploh lahko kamorkoli naprej pridemo. Ampak že samo, če imamo to za vodilo, bomo slej ko prej prišli do nečesa dobrega.
kot drugo bi pa poudarila, da to zahteva eno veliko mero poguma. Ker, kot sem prej rekla, ta duša mogoče ne poje z ničemer poznanim, mogoče ne poje, oziroma v veliki verjetnosti, vsaj v nekem aspektu, ne poje z nekimi učnimi načrti, ki so bili napisani pred 1. septembrom in čudežno držijo še 30. maja, tudi čez par let. Mislim, to je popolnoma nerealno, da to sploh lahko kakorkoli dobro funkcionira, ampak pustimo to ob strani. Dejstvo je, da v tisti paleti ljudi, s katerimi dela učitelj, se absolutno najde toliko in toliko posameznikov ali pa vsaj aspektov posameznikov, ki nimajo veze z učnim procesom, ki je napisan v učnem načrtu. In zaradi tega delo učitelja absolutno zahteva veliko mero poguma, predanosti, iskrene predanosti in poguma. In vedno ni lahko, pogosto ni lahko, ampak lahko pa privede do toliko čarobnih trenutkov. In zato bi se na tej točki mogoče dotaknila tistega, o čemer sem zares želela spregovoriti tukaj v tem videu. Kaj nam sploh predstavlja uspeh? Uspeh nas splošno v življenju, uspeh pri delu in absolutno uspeh pri nekem učnem procesu. No, in ta razmislek o uspehu, o pojmu uspeha, me je spomnil na eno situacijo, ki smo jo doživeli, oziroma ki sem jo doživela v našem razredu enkrat proti koncu našega prvega šolskega leta. Jaz sem imela eno tako zares zanimivo skupino otrok, bili so izjemno igrivi, izjemno domišljijo, so imeli veliki ljubitelji živali in pri njih praktično nisi ničesar dobrega dosegel, če jim nisi ponudil res veliko časa za prosto igro, veliko časa, ki smo ga preživeli od zunaj izven naše učilnice. Res so bili taki otroci in to je bilo meni tako čudovito lepo. No, ampak jaz sem se odločila, da jim bom to podarila, da jim bom dala to možnost, da smo lahko imeli po 45 minut samo proste igre od zunaj na igrišču, kjer so lahko izživeli tisto svojo potrebo, potem, da so bili samo rogi, pa princeske, pa ati, pa mamice in podobno. No in enkrat je bila ena taka zelo običajna situacija v našem razredu. Pojedli smo kosilo, jaz sem šla po kosilu pomiti posodo in pospraviti učilnico in te reči. Otroci so pa med tem že pospravili svoje mize in so pobrali svoje puščice, pa zvezke, pa liste, pa barvice, pa flomastre. In so se čist vsi od prvega do zadnjega, so se posedali pa polegli na tla v kotu naše učilnice in so si začeli pripovedovati zgodbice, pa skupaj so peli pesmice, pa risali so, pa hihitali so se. In jaz sem se v tistem trenutku lahko samo ustavila v tišini. To so tisti trenutki, v katere kot odrasel ne moreš vstopiti, zato ker to ni več naš svet. Ampak sem se samo tam naslonila na rob korita in sem jih opazovala. V tišini, v miru sem jih samo opazovala. In jaz sem si takrat mislila, kako zelo so lepi. Res tiste nedolžne, igrive dušice, ki so se povezale v to neko skupinico, v čisto svojo skupinico
In čisto vsak izmed njih je imel svojo vlogo noter. Vsak je bil sprejet, točno tak, kakršen je bil. Vsak je imel svoj prostor. In v tistem trenutku sem si mislila, če sem samo to omogočila, niti ne dosegla, ker to ni bil nek moj lasten dosežek. To je bil dosežek čisto vseh nas, vseh učiteljev, vseh staršev, vseh otrok, vseh, ki smo se kakorkoli dotikali naše dinamike znotraj naše skupine. Ampak sem si res rekla, če sem samo to omogočila, da se je njim nekam globoko v njihovo dušo, v njihove kosti zapisal ta občutek sprejetosti, ta občutek povezanosti, ta občutek, da nekam spadajo in da so tam varni, je moje delo opravljeno. Zato, ker bodimo iskreni, vsi se zavedamo, da se spomnimo zelo majhen delček tistih učnih vsebin iz časa našega šolanja. Ampak tukaj se moramo vprašati, kaj pa je tisto, kar otroci zares potrebujejo za življenje. In jaz globoko verjamem, da veliko bolj potrebujejo ta občutek varnosti, sprejetosti, pripadnosti, in tega, da točno tak, kakršen je sprejet, je ljubljen in je del nečesa. Jaz mislim, da to veliko bolj potrebuje čisto vsak izmed nas, kot pa katerokoli drugo učno snov. Ko sem razmišljala o tem dogodku, o tej situaciji, v bistvu tega nisem niti mogla sama pri sebi šteti kot uspeh, kot osebni uspeh, ampak ob tem lahko še vedno, kot sem takrat, čutim eno globoko hvaležnost, da mi je bilo sploh dano doživeti to, da sem bila lahko ta vloga v njihovem svetu, na njihovi poti in da mi je bilo dano biti del tega. To so tako neskončno svete reči. To so tisti najsvetejši trenutki, za katere lahko samo rečemo hvala. Hvala življenje, da sem to lahko doživela, da so to moji spomini in da poznam ta občutek lepote, ta občutek, ko se med ljudmi zgodi nekaj tako zelo lepega. In zato bi res na tej točki pred začetkom tega novega šolskega leta bi res vsem nam položila na srce, da se vprašajmo, čemu sledimo, kaj je naš ustroj pri delu z otroki in pri tem, kaj polagamo v roke novim generacijam. Pa mogoče ne samo v vlogi učitelja ali pa starša, ker čisto vsi mi, ki smo del te družbe, jo ustvarjamo, dajemo nek zgled in ustvarjamo našo kolektivno zavest. In ti otroci odraščajo v njej in jo na nevidnih ravneh jo srkajo vase in se po njej tudi ravnajo. Čemu sledimo? Kaj so naše vrednote? Kaj je za nas uspeh? Kaj predajamo naprej? In koliko poguma imamo slediti točno tisti melodiji, ki se želi v nas izraziti in izraziti v tistem človeku, s katerim delamo. In da res najdemo ta pogum znotraj sebe, da ji damo prostor, da zaupamo vanjo, da je to točno tista prava melodija, ki bo
zaigrala na nekaj res pomembnega v tem svetu, v našem skupnem svetu. Ker ta svet je lahko tako lep. Ta svet nam je bil dan lep. In mi ljudje imamo potencial za najlepše stvari, za izraziti res tiste najbolj čarobne stvari. In ko si jih podarjamo sami sebi in drug drugemu, se lahko rodijo tako neskončno svete reči. Res tisti najbolj dragoceni trenutki, najbolj dragocene vsebine. In naj nam bo to vodilo. Naj nam bo vodilo ustvarjanje teh najbolj dragocenih vsebin. Ker vse to zmoremo, vse to nam je dano, vse to nosimo že v sebi, ampak imejmo pogum, da naj nam bo to vodilo. Tako da jaz res upam, da je to začetek nečesa res lepega. Tistega nekega vidnega razvoja na naši osebni ravni in na naši kolektivni ravni. Tako da res želim eno izjemno lepo novo šolsko leto.